Živo, jaz sem spet Janin, tole je pa še vedno Alen Stržaj, ki ga že poznate, če ne od drugod pa od mene, zelo verjetno pa iz kakšnih glasbenih krogov. In so vas se pa niso zanimali, kaj preveč? Ne, samo če si ti spoštljiv, te ignorirajo. Če pa nekaj provociraš pa to, pa če jih nekaj gledaš pa to, so nam rekli vodiči, on bo znoril in bo se šel proti tebi, ampak ti samo bo odmeren, ne ga gledati v oči in bo on šel mimo. In dejansko se je to zgodilo. Samci so pa dvakrat večji kot samice, ne? In prav povedali so mi za šimpanza, kako mu je ime in ne bom nikoli pozabil, ker je name zarenčil oziroma je šel proti meni. Antale so ga imenovali. Mislim, da to ni Tale, ampak pač nek drug, ampak in so šli gor v drevesa, kar nekaj tišina, oni jejo neke figice, padajo dol te ulupki, zdaj pa malo počakajte, ko so se oni najedli, so prišli vsi dol, en z drugim dol, in so bili toliko nažrti, da so samo popadali, siesta, popoldanska siesta, in si lahko prišel do njih, ni problema, takole. Tako da, ja, to je bila ena res boljših izkušenj. No, potem smo šli pa v Kisoro, to je pa na jugu, skrajnem jugu Ugande, na tromeji z Ruando in z Kongom. Kisoro je pač mesto, kjer še vedno živijo po nekih starih principih, ker vzunji recimo šivajo, strižejo in tako naprej. Ananas pride in ljudje pač na tržnici in prodajajo, gledajo, delajo. No, potem pa, evo no, to so recimo Masaji, ne, Masaji živijo pa v savani. Tole je Masajska vas. To je Masajska vas, s tem, da tale je bolj pomemben Masaj, zaradi tega, ker ima tole grivo od leva. In v njihovi tradiciji je tako, da pač iniciacijo mladih moških imajo, da grejo v divjino in morajo najti leva in ga ubiti, in tistega, ki ga ubije, dobi za nagrado tole, in to je pomeni čast. Ja, pa je, da nekoč vsak Masaj moški mora ubiti enega leva, ampak potem je bila pa že kriza, ker se je preveč pobili. Zdaj je pa kriza in zdaj so to prepovedali, tako da jaz sem srečal še zadnjega Masaja, ki je ubil leva in je čist ponosen. Mislim, da ga bomo kmalu našel. To so prizori iz Kenije in Ugande, taki in drugačni. Evo, kot vidite, so ljudje nasmejani, veseli, čeprav nič nimajo, oziroma imajo premalo. To so vulkani, ki si jih ti verjetno tudi videl na jugu Ugande. Ženske, ki pojejo. Evo, no, to je pa recimo teta od tega Masaja, ki me je peljal pač na obisk k teti, ki ne govori angleško nič, ne. Živijo v takih, kot vidiš, še v lesenih, temačnih temnicah, takole na ognju kurijo še vedno.